Jaz sem mislil, da bom mornar. Končal sem pomorsko šolo. Pol sem pa, preden sem šel na plovbo, sem padel v Kopru v atelje SAB. Tam sem delal eno predstavo, tam sem se okužil pravzaprav z gledališčem. Pol sem pa šel na plovbo in tam sem pa ugotovil, da to ni to, kar sem mislil, da je. In sem po 6 mesecih dal odpoved. Ko sem prišel v mladinsko, sem bil že zelo mlad, pač po akademiji. Pravzaprav že od nekdaj smo v mladinskem nekako bili zavezani temu temeljnemu gledališkemu principu in to je, da je gledališče pač kolektivno delo. Da pravzaprav nekako smo vsi enako pomembni, da ni te neke klasične razdelitve vlog, glavna, srednja, majhna, stataža in tako naprej. In se mi zdi, da je to tisto, kar dela razliko, ker je najprej kolektiv in pol je vsak posameznik. Ampak svetovni pokal tukaj pa ni za Ivancije. Glej, sam še 2 meseca. Dej, pese, ajde še 2 seriji po 10. Sam brez tega glupega raztegovanja, no, tako si lahko sam kakšno mišico strgaš. Ni res, raztegovanje je nujno. Ne ti meni o tem, kaj je nujno. Na nek način je to omaž Petroviču, na drugi strani je pač poskus neke rekonstrukcije njegovega življenja ali pa utrinkov iz njegovega življenja, filozofije in tako naprej. Se mi zdi, da se to ljudi zelo dotakne. Jih čutim, vsaj mislim, da vsi kolegi tudi, da čutimo zelo močno prisotnost gledalcev. Zanimivo, da tudi teh mlajših gledalcev, ki pravzaprav niso poznali Petroviča ali pa niso živeli še takrat v tistem času. Študij je bil izjemno zanimiv zaradi srečanja z Rokovo mamo, ki je bila zame tudi vir informacij o Krešetu, o liku, ki sem ga igral. In to mi je zelo pomagalo pri gradnji vloge. Druga stvar je bila ta potapljaška izkušnja, ker je Pograjec želel, da se grem potapljati, da imam to izkušnjo, ki jo je imel Krešo, ker je Krešo pravzaprav navdušil Roka za potapljanje tudi. Na eni strani je zelo velika odgovornost, ko igraš človeka, ki je bil živ, ki je zgodovinska osebnost, ki je del neke zgodovine, hkrati pa skušaš ga nekako čim bolj avtentično, resnično predstaviti. In meni je bilo zelo zanimivo, ko so prišli in Sergej, polbrat od Roka, in Zdenka, mama, je prišla po premieri in rekla, točno tako je bilo. Točno tak je bil. Stojim zdaj radio prižgi. A nam zdaj radio prižigal, se veš, koga bo slišala, v trapaste Mirenca bo spet govoril. Sam flunker pa ljudi kvar morka, Madonna. Ne bodi prosim, saj na moje muske. Ne kažete sami. Pa te ne morbi, no. V bistvu imamo zelo redek privilegij, da lahko skozi študij nekega lika pravzaprav se srečaš z življenji, ki bi lahko bila tudi tvoja, pa niso. In skozi to neko posredno izkušnjo obzorje vedno bolj širi. In da si pravzaprav z vsako predstavo bogatejši. Da je to taka vrsta dela, kjer se ne moreš ustaviti pa reči, aha, zdaj se pa lahko sedem, pa vse znam. Ljubljana je moj dom nekako postala, čeprav smo Primorci nekako zelo vezani na morje, pa na Primorsko, pa na klimo, pa vreme, pa tako naprej. Ampak Ljubljana mi je nekako moj dom, pravi dom. Tam so moji starši, pa dom mojih staršev. V Ljubljani sem pa jaz doma nekako, tako čutim že dolgo časa.